Pa smo na vajah, jih mogoče malo pomanjšali, da bomo imeli več prostora za reševanje. Pravi, izračunaj obseg in ploščino kroga s polmerom je taka tista čisto klasična naloga, tole nalogo bomo zdaj izračunali. Zdaj tukaj je označena s 3, vi pa če pišete po vrsti, si napišete pač prvo nalogo, ne. Izračunaj obseg in ploščino kroga s polmerom, pa dajmo tegale, R je 12 centimetrov. Obseg in ploščina sta zaželjena. Kadar piše natančno, potem pije pustite, kadar piše pa izračunajte, pa verjetno rabimo neko razdaljo in jo zato izračunamo. Obseg kroga izračunamo kot 2πr. Obseg je 2 krat približno 3,14 krat 12 centimetrov in dobimo. Aha, pa še čisto mimogrede, če se pija ne morete zapolniti, kar bi si ga lahko, ne, 3,14 je res super pi, ne. Einstein je bil rojen na 14.3., svetovni dan pija je na 14.3., ker Američani, a ne, obratno pišejo, najprej mesec pa potem dan in iz tega potem izhaja, ne. Imamo zdaj 2 krat 3,14 pa krat 12 centimetrov in dobimo, da je to 113,04 centimetra na kvadrat, ne, ker obseg je enodimenzionalna, ne. Zdaj pa ploščina je πr na kvadrat, se pravi 3,14 približno krat 12 na kvadrat in spet v kalkulator. 12 na kvadrat krat 3,14 je tako 452,16 centimetrov na kvadrat. Tako. To je recimo taka naloga osnovna s ploščino. Lahko bi pa tudi obratno, ne, da imamo enega podano, recimo bomo pa zdaj še četrto. Izračunaj polmer kroga z danim obsegom, se pravi, imamo četrta krog, recimo obseg je 5,25, bomo dali centimetra, naš pa zanima polmer. Ja, najprej si poglejte, kako se izračuna obseg. Obseg je 2πr. Ko veste formulo, lahko vstavite tisto, kar imate, ne. 5,25 je 2 krat 3,14 krat r. Mogoče, da lažje izpostavite r, obrnete enačbo. Se pravi, bom kar vse napisala 2 krat 3,14 krat r je 5,25. Tole zračunamo, ne. 2 krat 3,14 je 6,28 krat r je 5,25. Delimo celotno enačbo, ne, ker je tukaj krat 6,28. Delimo z 6,28, da to prestavimo in dobimo r je 5,25 deljeno 6,28. In je to 0,84, pardon, da tole zaokrožim pravilno, centimetrov. Tako, 84, tule je tudi napaka, ne, ni bilo pravilno zaokroženo, morate paziti. Tako, podobno je s ploščino, tako da te naloge ne bomo. Pa gremo še na eno izmed nalog. Recimo, dajmo tole 7. Izračunaj lok, ki pripada kotu alfa je 47 stopinj v krogu s premerom 14 centimetrov. Se pravi, 7 bomo zdaj reševali, imamo krog. Kot alfa je 47 stopinj,
Premjer je 14 centimetrov. Treba je pa zračunati lok, ki pripada temu kotu. Tule bodite previdni, premjer je 14 in iz tega dobimo, da je polmer pol manj, ne, 7 centimetrov. To je taka zelo pogosta napaka, pa zelo radi damo noter, da vidimo, če znate brati ali ne. Tako, zdaj, mi zdaj, če imamo takole krog, tule je središče, polmer, ne, in nas zanima, če je tule 47 stopinj, kakšna je dolžina tegale loka. Zdaj, jaz za lok pa, no, mogoče bi jo znala, ne, ampak za lok ponavadi si kar izpeljem formulo oziroma rečem lok je, najprej pogledamo, ne, celoten obseg, se pravi 2pi r, delimo s 360 stopinjami, da dobimo za 1 stopinjo in potem pomnožimo z našim kotom. Bom še tukaj dala alfa. Pa bo, ne. Tako, in zdaj dobimo 2 krat 3,14 krat 7 olomljeno z 360 stopinjami krat 47. In to vse vstavimo v kalkulator in če bo sreča mila, bomo blizu rešitve, ki je tam. Pa dajmo 2 krat 3,14 krat 47 je deljeno z 360 je in dobimo, ki sem še pozabila, krat 7, mislim, da, še enkrat, 2 krat 3,14 krat 7 je, to je v redu, krat 47 je, to je v redu, pa deljeno s 360 je 5,7. 4 centimetra. Ja, tukajle je zato takšna rešitev, ker je nekdo spregledal premjer in pa polmer, ne. Drugače pa smo naredili prav. To bi bilo to za vaje za krog. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!